Zdaj, trenutno se nahajamo v cerkvi, ki je stara po zapisih 800 let. Leta 1000 so prišli brikselški škofje na Bled, tam so postavili Blejski grad, župnijo svetega Martina na Bledu. Leta 1100 so prišli v Bohinj, brikselški škofje, postavili isto župnijo svetega Martina v Srednji vasi. Leta 1200 pa naj bi tukaj že stala tale cerkvica svetega Janeza Krstnika. Arheološka najdišča okrog cerkve kaže, da je tukaj bilo že tudi v rimskem času poseljen, ugibanja pa so, ali bo kakšen poganski tempelj ali pa vojaška postojanka. Tale pot je bila že od nekdaj zelo prehodna, se pravi Bohinj, pa tukaj čez Komno v Italijo, Furlanijo, in to je bilo zelo taka prehodna pot. Hodili so tudi čez Sorico, sem so pripovedovanje, da čez Sorico so se bali hoditi, da ne bi bili gor neki ropari. Najbolj bilo tale pot čez Komno, pa pol dol proti Italiji. Zdaj, cerkev je zelo slikovita, je prepoznavni znak Bohinja, tudi imamo na bohinjskem grbu tole cerkev. Ljudje, ki pridejo v Bohinj, imajo vedno misel, jezero, most in ta cerkev, to je Bohinj. Čeprav v resnici smo zdaj v Rimskem Lazu, ampak Bohinj je za turiste in za ljudi, ki pridejo sem, pravzaprav to. Cerkev je posebna zaradi svoje posekave, ogromno njih lepih fresk. Vse smo zdaj v 2-3 letih obnovili in restaurirali. Najstarejše freske, ki so se kasneje odkrile, so tukajle iz 14. stoletja. Zgoraj vidimo enega belega konja, to je konj od svetega Julija. Tukaj je bil list Matej, ki blagoslavlja čašo strupa. Zgoraj so še 2 noge, vidite, to so pa noge svete Marjete, ker je samo sveta Marjeta imela take lepe noge. Pa je. Na obeh stranih vidimo pa dvoje zgodb obglavlja. Tako da spočemo še otroke, glede je tukaj eno obglavljanje, eno obglavljanje, na tistem oltarju obglavljanje in lahko že kar malo strašno, to je obglavljanje Janeza Krstnika. Poznate zgodbo Janeza Krstnika? On je zadnji prerok Stare zaveze, krstil in pokazuje na Jezusa Kristusa. Glavo je pa zgubil pravzaprav Herod, kralj Herod ga je zelo rad poslušal. Njegova žena Herodijada pa ima umrl. In nekega večera Herod ima eno veliko zabavo v palači in njegova hčerka Saloma, ne Salome, Saloma, pleše na tej zabavi in očara ves moški svet in kralj Herod je obljubi, karkoli si zaželiš, ti bom dal. Deklica je še do mamice Herodijade vprašala, kaj ni si zaželi in je rekla glavo Janeza Krstnika. Zato so tele 2 gospe tukaj dol, v ječi, so odsekali glavo in nesli pred Heroda. Herod na tem ni bil najbolj navdušen, vendar se ni hotel sramotiti pred množico. Na tej strani je pa obglavljanje apostola Pavla. On je prvi, ki je zgubil glavo zaradi Jezusa v novi zavezi. Zato se skupaj. On je kot prvi predstavnik, ki je v stari zavezi zgubil glavo zaradi Boga, on pa v novi zavezi. Zdaj, če malo takole še povežem, v življenju večkrat zgubljamo glavo. Recimo, vi, ki ste se poročali, ste tudi malo zgubili glavo. Jaz, ki sem šel za župnika, sem zgubil glavo. Vsak, ki dela v življenju, ki iz ljubezni zgubljaš glavo. Gospod župan je rekel, pa mu je bilo, da je župan, zaradi družbene koristnosti in dobre volje, da ti naredi za kraj in za ljudi, zgubljaš včasih glavo. Če živiš s srcem, zgubljaš. V življenju si itak nič splača. Najbolj bi se splačal za pečil sedeti pa čakati, ampak to pa tudi ni. Če pa delaš, živiš, pa včasih tudi glava boli, ampak se pa je pa lepš, bolj barvito. Presbiterij je bil ves poslikan v 16. stoletju. Poslikal ga je prav Bohinjc, ki se je učil v Furlaniji, v šoli mojstra Džota. On gre nazaj in poslika tale presbiterij. Ta avtor je prav imenovan mojster bohinjskega presbiterija. Mislim, da je tudi obit naslikal in je prej naslikal angelčke. Ti angelčki so posebni, ker imajo zobke. To zato, ker je bohinjska hrana tako dobra za jesti, edini žgance moraš bolj mleti in zato imajo zobke. Potem ima pa še ta angelčka imata še golšo. V 16. stoletju je bilo tukaj pomanjkanje soli. In so mnogi bohinjci zboleli, se pravi pomanjkanje joda, ščitnica ti naraste
in je dal tako zgodovinsko dejstvo. Nad angelčki so mučenci, to so vsi tisti, ki so v življenju izgubili zaradi vere, sveta Agata, sveta Mareta, sveta Apolonija. Čujte, kdaj videli kakšno svetnico, ko ima klešče v rokah, je zavetnica Zobarjeva, ne? Tako, ja, Apolonija je to. Sveti Blaž, sveti Lovrenc, sveti Štefan. Nad mučenci so apostoli. Koliko je apostolov? 12, ne? V tej cerkvi je samo 10, namreč 2 sta kaj čez oken padla. Oken je kasnejši dodatek, tako da verjetno sta Juda pa Peter nekam zdaj že zbežala. 12 apostolov, tukaj je tak mali mož, to ne bi bil pa avtor sam, avtor sebe kot majhnega napram velikim apostolom. Tukaj zgor boste kasneje lahko videli zelo lep motiv Device Marije, ki ima pod plaščem otroke. Če ste bili kdaj na Ptujski gori, tam ima tudi Marija, ne? No, tukaj je zelo podoben in zelo lepa zgodba krščevanja Jezusa Kristusa v reki Jordan po Markovem evangeliju. Ko opazujem te freske, vidim, da je avtor zelo dobro tudi poznal Sveto pismo, obredje, krsta in tako. Zelo lepo je poznal tudi atribute določenih svetnikov in zelo enostavno jih prepoznaš. Posebnost te cerkve sta tudi Kain pa Abel, to ste mogoče že kje slišali. Abel pa Kain, 2 brata in oba darujeta Bogu svoje darove. Abelov dar Bog sprejme, Kainov ga ne. Abel daruje iskreno, Kain iz tekmovalnosti, da bo boljši, Bog pa na to ne gleda, Bog gleda na srce. In Kain je bil ljubosumen in ubije Abela. Zato ima Kain za vratom in ga belega hudiča. Tak bil hudič, zelo Agata Kristi, ki je tam v hotelu Bellevue romane pisala, jaz sem hodila tega belega hudiča opazovati. Dejstvo pa je, da v Sloveniji, ne vem, se že kdaj slišal za Fovšijo, nekje v Aziji, da še obstaja, drugače med nami je izkoreninjena, ne? Ta bel hudič pravzaprav spominja na Fovšijo. Koliko enih bratov in sester se skrega iz tepe, či zaradi Fovšije ali pa zaradi enega trapastega denarja ali pa ne vem kaj. In je tudi en tak lep opomin, da tale ljubosumje, ki ga imamo mi nekje v srcu, ki včasih hoče ven skakati, nam veliko škode dela. Zgoraj je še sveti Jurij z ogromnim zmajem, zavetnik Ljubljane in tako. Sveti Jurij je zelo priljubljen svetnik bil in se v mnogih cerkvah je upodobljen. Oltar je tudi lepo obnovljen, star je 1668 leta je bil narejen. 3 leta nazaj se je po 12 letih vrnil sem nazaj. Je zelo lep, baročen, vse ostalo je pravzaprav gotika, gotsko okno, gotski strop, oltar je pa baročen. Je eden starejših v Sloveniji, tako lepo ohranjenih, na sredini Janez Krstnik, patron te cerkve. Na obeh stranih sta 2 evangelista, Luka, Marko ima ta zdaj, čeprav ti si ten maček. Zgoraj je sveti Nikolaj, ki je zavetnik plovcev in zato je povezan, ki je jezero prezdraven, ki je jezero tudi plovno. Na obeh stranih sta 2 italijanska svetnika, tale Anton Padovalski in Frančišek Asiški. Smatramo je tudi mečken to vpliv iz Furlanije. Tukaj je res hodilo veliko tudi Italijanov. V Star Fulžin je pač znano, ker so hodili pomagati, plavže so imeli železovo rudo topiti tako, in so se med sabo pomešali in prebivalci Stare Fulžine so še danes še bolj temne polti in v kuhinju jih tičejo cigani. Zato, ker v zgodovini toliko let nazaj so se med sabo mešali in spoznali. Noči zgoraj je še Jezus Kristus. Zadaj je ena lesena glava, ne vaša, tistale. To je 600 let stara lesena glava Janeza Krstnika. Je pa tudi tak poseben del te cerkve, oziroma taka lepa zgodba. V zgodovini so se k tej glavi priporočali bohinjci za lepo vreme. Če so hoteli dež, so v procesi to glavo nesli na most, jo dali na most in rekli, Janez Krstnik, toliko cajta boš ti zdaj klele na soncu, dokler ne bo dežja.
In seveda Janezu je bilo vroče in je da začel. Potem pa, če pa dež ni hotel nehati, da je bilo preveč dežja in že vse mokro in tako, so pa spet v procesiji nesli ven, položili glavo na most in rekli, Janez Krstnik, dokler ne bo sonca, všti klele na dežju. Zdaj sem to glavo prišraufal, ker se mi ne da ven pa not kar naprej nositi, ker bi se vsak po svoje zmrval glede vremena, tako da bo vreme kar taka, kar še je. Ker bi skozi do plačal pa prosil procesijo ven. Kor je tak tipičen bohinjski balkon, imenovan gang, vseh tudi na Bledu poznate, pa tudi v Kranju so in tako, gor samo še kakšne pršlinke ali pa nagnjeni manjka, pa kakšna bohinjka zruto. Lopa je nastala v 17. stoletju, včasih je bila tukaj v Lopi tudi trgovina, prodajali so sir, skuto, pa kupovali še druge stvari, sol, začimbe in tako iz drugih dežel. Drugače pa tale cerkev bila tudi romarska. Ogromno ljudi je tudi romalo, sem tudi iz Ogleja, Tolmine in tako, in so se priporočali svetemu Janezu Krstniku. Včasih ne bi bil tukaj na tej strani tudi pokopališče, tale obzidje je pravzaprav kraj, kjer je sveta zemlja in so tudi ljudi pokopavali, vendar tistele križe sem jaz nekaj najdel, ker so jih ljudje stran metali in sem jih lepo postavil in jih gostje, ki prihajajo, zelo rad slikajo in opazujejo, ko v tujini niso tako znani. Zvonik je tudi taka lepa stvar, zdaj sicer ga imam zaprtega, ker še nimamo, med zimo smo dali ven te ekrane in računalnike, drugače pa v zvoniku je taka lepa zgodba, ker prideš v zvonik, pa si izbereš jezik in v slovenščini te pozdravi Pavel Ravnohrib in citira Kurantovo pesem od Cankarja. Potem, ko greš en štuk višji, je tak velika televizija, se predvaja zelo lep film v tej cerkvi, ki smo ga tudi 2 leta nazaj posneli, David Cipuš je režiral, tako malo za promocijo, malo pa tudi ena taka zgodba je v 4-minutnem filmčku. Zraven so še orgelske piščali, vsak gre v zvonik, dobi tak tulc, da tiste tulce na piščali in potem piha noter. In če gre pravi vrstni red, je melodija Oj Triglav moj dom. Pol na 7 štuk je stara mehanska ura, tako če vse v zvonik lepo tiktaka in lepo poje, čist zgoraj pa res lep razgled, tudi Triglav se vidi, pa Gorenjski kvintet poje na zvočnik Oj Triglav moj dom. Tako da je tudi za tujce to eno tako doživetje, pravzaprav je v zvoniku predstavljena zgodba Triglava, delček Slovenije in tako, tak lušna stvar. Ta dva oltarja sta tudi 17. stoletje, tale oltar je mesec nazaj prišel nazaj, vas obnovljen, tale še čaka. To je pa Kunigunda. Ja. Čeprav mastor bi mogla biti Barbara, bo to vredarska slika. Barbara je gor. Tam ne, ti si strani Barbara, to ima Keli. Barbara ima zmeri Keli. Imamo pa še gor zvisnejši škofov, ne? Ja. Ima taj kasnejši nastanek, 1563. Ona je dokazala, ki so jo obdolžili, ker je mogla obljubiti ne vložiti zakon možu. Z katerega razloga ne vemo, ne. In potem so jo dobili za vitezem v položaju, onega so sekali, ona je mogla pa bosonoga čez razžarjene leme že od pluga. To imaš na Bambeški katedrali. Učenca sta bila, ja. No, ampak ona je rata svetnica, ampak veliki darovi cerkvi tudi niso bili virat pri njemu. A ja? Nismo rata, veste, zakaj smo parali? Zakaj? To je bilo pod Koprino, za prost prihod preko Brinerja. Str Škof, bil z Koroške, je bil sin od Svete Heme. Svete Hemne sin, Albuin, on je maltretiral njen mož, ki je bil na križarskih pohodah in potem, ki se ni udarila njegovemu bratu, je tudi zatožil, da je šla na roge, ne? In pa so jo tam matrali, on je pa rad obliksijski škof, ki je zadnji škof nemškega jezika na poti severa na jug. In bil zmeraj zelo fajn subvencioniran. Ker so šli s ti bodoči cesarji, so morali v papežu in so šli čez Brenner. In ta je rekel, Henrik, ne, Albi je rekel, Henriku, še ni bil cesar, rekel, če hočeš, da bo ta pot za zmeraj varna, mi dej
Bled, ker je videl, kakšni prihodki ima kot Božja pot. In po Gorošici je bil dober. Je profesor. So bili bili. Pregnani. Ponovadi ste kje, ne? Tle ste te. Ali bi, ta je mogoče še starejši. Ne vem. Prosim, imam. Imate tudi na Bledu podobne? Ja, v Priškobiju, v Župnijski cerkvi ni več. Sta pa na Otoku, sta skipa. Pa na Kapelcu, ne? V Kapelcu na gradu. V Kapelcu na gradu. V Kapelcu na gradu, seveda sta.